Na kratko o projektu. Projekt je bil namenjen podpori odločanju v zvezi z podnebno oziroma energetsko politiko. V projektu smo imeli zelo obsežen del, kjer smo sodelovali z odločevalci. Imeli smo veliko analitičnega dela. Tukaj na tej shemi pa prikazujemo tudi, kako se ti rezultati uporabljajo. In sicer za odločanje in sicer v podporo odločanju o dolgoročni slovenski strategiji in pa v podporo odločanju o izvajanju obstoječih ukrepov. Malo o teh osnovnih podatkih projektov. Projekt je že nekoliko starejši, se je že zaključil leta 1922, prijavljali smo pa se na razpis v letu 2016. Šlo je za prednostno področje podnebne aktivnosti, in sicer podpodročje, ki je specifično podnebno upravljanje in informacije. Bil je to tradicionalni projekt. O akronimih smo že povedali, vrednost projekta je bila okvirno 1.700.000, 60% sofinanciranja EU, 20% ministrstva pristojnega za podnebje, 20% lastna sredstva. Projekt je trajal, prvotno je bil ob prijavi predviden kot 3-letni projekt, potem smo ga pa zaradi covida in drugih razlogov podaljšali za pol leta. Načeloma bi pa že ob prijavi lahko 4-letni projekt. Kogar več zanima o projektu, spletna stran je še živa, kot mora biti za tovrstne projekte še 5 let po izteku projekta, in je tu naslov. O oblikovanju konzorcija so me prosili, da podrobno predstavim. Konzorcij so v tem primeru sestavljali samo slovenski partnerji. Šlo je pa predvsem za strokovne inštitucije. Bil je določilo razpisa tako, da lahko izvajajo projekt samo slovenski partnerji. Možnost bi bilo tudi, da bi se povezali še s kakšno drugo državo. Imeli smo pa tudi, to je pa karakteristika live razpisa, da dopušča tudi zunanje izvajalce. Ti zunanji izvajalci so opravili približno 15% del vrednosti projekta. Imeli smo pa 18 izvajalcev in k tem štejem tiste, ki so prispevali strokovne inpute, ne teh ponudnikov raznih storitev, kot je softverske catering podobno. Kako smo se lotili sestave konzorcija? Predvsem smo si želeli, da so ključna področja dobro pokrita, in od navedenih partnerjev smo imeli že utečeno dolgoletno sodelovanje s 4 partnerji. Privabili smo pa tudi 2 nova partnerja, ki nam nista bila čisto nepoznana, saj je slovenski prostor majhen, ampak na projektih pa še nismo sodelovali. Katere so bile naše ključne dileme pri sestavi konzorcija? Kot prvo je bilo, ali vključiti tudi ministrstva kot partnerje, ker so bili glavni nekako koristniki potem rezultatov projekta. Takrat je bilo to čisto iz nekih organizacijsko-tehničnih razlogov nemogoče, ampak izkazalo se je, da je projekt zelo lepo tekel tudi v tem primeru. Potem se je pa pokazala še ena dilema, koga vključiti kot partnerja, koga pa kot zunanjega izvajalca pri izvajanju projekta. In zunanji izvajalci so bili praviloma tisti, ki so izvedli po eno nalogo in njihova naloga je terjala krajši angažma. Upoštevali smo seveda tudi omejitev razpisa, ko vrednost del zunanjih izvajalcev ne sme presegati 35% vrednosti. Smo pa določene spremembe izvajali še tekom projekta, to je pa ena izmed karakteristik live projekta, da so nekatere spremembe tekom izvajanja projekta dopustne, če le dosežeš cilje in učinke projekta.
Potem pa ste spraševali še, zakaj smo se odločili biti vodilni partner. Tu je pa izhajalo predvsem iz narave projekta, ker smo mi nekako bili tisti center, ki je izračunaval vse sumarne rezultate, pa tudi imeli smo največji obseg dela. Toliko o sestavi konzorcija. Motivacija za prijavo. Ključna in prva motivacija za prijavo je bila ta, da se je pokazalo potrebe po financiranju razvoja takega sistema za podporo odločanju o podnebnih energetskih politikah. Ministrstva so sicer financirala analize, a niso financirala pa razvoja sistema. Mi smo bili pa pred nekimi novimi izzivi, ko si je morala Slovenija postaviti sistem o odločanju o dolgoročnih ciljih do leta 2050, kar je bila čisto druga naloga kot prej, ko smo računali samo do 2020 do 2030. Zdaj je seveda treba popolnoma razogljičiti vse sektorje, izkoristiti vse potenciale, ne, predhodno smo pa lahko samo delček potencialov izkoriščanja in potem je bila to pač nujna naloga, domačega financiranja, pa ni bilo za to. Drugo je bilo, razpis LIFE je bil s specifičnim ciljem, ki je ustrezal našim potrebam in projektni ideji. Tukaj mogoče lahko še dodam, da je bil ta specifičen cilj vezan na neko obveznost, ki jo je imela Slovenija do Evropske unije, da pripravi to že prej omenjeno dolgoročno podnebno strategijo in da pripravi nacionalni energetsko-podnebni načrt. Razpis je bil res se ujemal z našim nalogo. Drug motiv je bil, da je MOPE razpisal za podnebne projekte 20% financiranje, česar recimo drugi projekti na okolju v naravi niso bili deležni. Pomemben motiv oziroma pogum nam je dalo tudi to, da je bila organizirana informativna delavnica v okviru projekta LIFE Slovenija, ki je takrat potekal, kjer so bile predstavljeni in razpisi in pretekle uspešne prijave. Potem je bil zelo pomemben tudi interes pristojnih ministrstev za izvedbo projekta. Potem je pa bila ena zelo pomembna zadeva, ki mogoče ni bila toliko sam motiv za prijavo, ampak se je potem v prijavi izkazala res veliko vredna, da nismo med prijavo morda obupali, je bila pa pomoč enega projektnega partnerja, ki je že uspešno pridobil projekte iz programa LIFE. In te so pa res nesebično pomagali reševati probleme, recimo pri prijavi. In pa imeli smo pa kar precej izkušenj, nismo se še nikoli prijavljali kot koordinatorji evropskega projekta, ampak imeli smo pa izkušnje kot partner s preteklimi prijavami, kjer smo tudi znatni delež prijav pisali, kjer smo tudi načeloma bili pobudniki kakšne prijave, pa seveda domačih prijav in vsega drugega. Kaj menimo, da so faktorji uspeha pri prijavi? Zdaj, če gremo čisto na rezultate evalvacije, smo se mi izkazali k prispevku k posebnim ciljem programa, se pravi, smo ciljem tega programa LIFE prispevali na področju podnebnih sprememb, so ocenili evalvatorji, in pa da smo projekt zastavili tako, da je večnamenski, da so izkazane sinergije z drugimi cilji, pa povezovanje nalog in tako naprej. V opisni oceni pa so bile mogoče pač kot dobre poudarjene močno partnerstvo in kompetentno, potem pa to, da je oblikovan tako, da bo imel neposredne vplive na ciljne skupine in deležnike, in da je zelo jasno nagovarja te svoje ciljne skupine, kot že rečeno, prispeva k ciljem podprograma LIFE, tudi je
usmerjen v priority areas, v prednostna področja, ne, in tako dalje, ne. To že omenjene sinergije, ne, in pa da smo te deležnike dobro identificirali in pa da imamo dober proces, da jih bomo vključili, te končne deležnike. Kaj pa mi menimo, da je, dobro, zdaj pa še mogoče nekaj podatkov o sami prijavi, ne. Prijavo smo pisali praktično 2 meseca in pol, v začetku junija je bila tista omenjena delavnica, začetek septembra je bil rok. Ja, še to mogoče, ne, prejle sem omenila, da so bila ministrstva zelo zainteresirana, poleg tega so pa celo ministrstva bila opozorjena s strani Evropske komisije, da je ta razpis odprt, ne, za države. Tisto opozorilo je prišlo pa nekje koncem junija in takrat smo se zares odločili, da bomo šli v to prijavo. Vložek v prijavo je tako, samo če gledam sodelavce Centrom za energetsko učinkovitost na IJS, je bilo okvirno 1000 ur vloženih, ne štejem tle partnerjev, ne. Ampak to pol pomeni tik pred to, da dajo tudi po 10-12 ur na dan dela, ne. To so pač dobesedno ure štete. Vmesni mejniki, ja, to je bil kar koristen mejnik, razpis za sofinanciranje s strani MUPE, ne, takrat smo imeli projekt že kar precej razdelan in nas je nekako prisililo, da smo imeli prijavo že en mesec prej res konceptualno zaključeno. Kako smo zbirali oziroma kako smo sodelovali s partnerji, ne, kot koordinatorji smo pripravili koncept in opredelili svoje pričakovanje do partnerjev, ne. Oni so pač seveda to modificirali nekoliko in pa sredstva smo razrezali takoj, ko so bile znane naloge partnerjev, ne. Potem pa meni se zdi, da je mogoče bila en zanimiv element, da smo dali lektorsko pregledati, kjer se mi zdi, prijavo, kjer se mi zdi, da je bila kar narejena velika dodana vrednost glede berljivosti, preglednosti prijave in tako naprej. Potem pa še, če povzamem, kaj po mojem mnenju, kaj so elementi dobre prijave, ne. Eno izmed ključnih zadev se mi zdi razumevanje navodil za evalvacijo. Najprej prebrati navodila za evalvacijo, se pravi kriterije, pogoje, pa ne samo kriterije, pogoje, ampak kaj prinaša več točk pri prijavi. Šele potem seveda navodila za prijavo, kjer so še vse ostala navodila. In ta navodila za evalvacijo oziroma razpisno dokumentacijo je treba brati realno. Ne se ustrašiti, ne brati pa samo tistega, kar vam je všeč, ne. V sami prijavi je pa predvsem treba izkazati skladnost s cilji razpisa. V projektih LIFE je pa zelo pomembno, da so opredeljeni ne samo rezultati projekta, ampak tudi učinki projekta. To pomeni, ne naredil bom 10 delavnic, ampak naredil bom 10 delavnic s ciljem, ne vem, pridobiti inpute za določanje ciljev Slovenije, recimo, ne. In pa tudi potem pripravljeno bo poročilo, ki ga bodo deležniki potem uporabili kot podlaga za odločevalske dokumente. Poročilo samo ni zadosti. To je res LIFE stoji na teh učinkih, ker se oni tudi morajo pač ti izvajalci programa LIFE se morajo tudi dokazovati, da je njihov program koristen. Potem je zelo pomemben dober opis in utemeljitev kompetenc konzorcija, in sicer za izvedbo tistih nalog, ki jih predlagate, ne. Ne pomaga, če imate kompetence z malo drugih področij, predvsem je treba pokazati, da so kompetence tudi za naloge, ki jih predlagate, ustrezne.
tem je izjemno pomembno, da je projekt dobro strukturiran glede mejnikov nalog odgovornosti, ter da so stroški utemeljeni in pa uravnoteženi. In pri prijavah Life je tudi koristno, ne, da pisma podpore že izražajo, kakšne koristi projekta bodo imeli ti podporniki oziroma deležniki. Pri prijavi Life je pa tudi še ena specifika. Potrebno je jasno pokazati, da bo projekt živ še po zaključku financiranja s strani Evropske komisije. In je tudi pomembno, da že pisma podpore nekako nakažejo, ne, da bo to koristno na dolgi rok. Tako da to je zaenkrat z moje strani in seveda vabljeni k vprašanjem. Trenutno v klepetalniku nimamo nobenega vprašanja, ampak bi vas mogoče želela vprašati, kaj bi danes naredili pri prijavi drugače, če bi se ponovno prijavljali? Ja, zelo veliko najbrž ne bi spreminjali, bi se pa mogoče še malo bolj posvetili temu, da bi prijavo oblikovali tako, da bo projekt lažje voditi, ne, da bi jo še enkrat pogledali s stališča menedžmenta, da bi mogoče bolj zaokrožali taske oziroma pač delovne sklope po partnerjih. To je mogoče ena izmed takih manjših zadev. Sicer je pa dejansko v programu Life je ta fleksibilnost nekako zelo koristna in potem se tudi že med samo prijavo, med samim izvajanjem projekta da malo prilagajati spreminjanju razmer tega programa. Najlepša hvala za odgovor. Zdaj omenili ste tudi, da so nastopile tekom prijave tudi določene dileme, pa me zanima, kako ste jih reševali oziroma če ste se s kom glede tega tudi posvetovali. Ja, kot že omenjeno, smo se zelo posvetovali z partnerjem, ki je imel že uspešno prijavo projekta. Ta nam je podal predvsem neke rešitve, kako utemeljiti določene stroške. To pri tem nam je zelo, zelo koristilo. Potem smo imeli neke dileme, in to svetujem, da se pač obrnete tudi na ta uradne informacije programa Life, kjer smo imeli recimo dilemo, kako učinke projekta kvantificirati, glede na to, da nismo neposredno zmanjševali emisij, pričakovali so pa od nas, da bomo napisali točno, koliko emisij bo projekt zmanjšal, ne. In so nas, potem smo dobili formalni odgovor. Mislim, to je zelo koristno, da se na formalni naslov za pojasnila in odgovore obračate, ne. Koristno je sicer tudi ti domači koordinatorji določenih programov, ampak oni nimajo nekih formalnih kompetenc. Tako da formalno na sam program Life je fino se obračati. Najlepša hvala tudi za tale odgovor. Zdaj imamo pa še eno vprašanje v chatu, in sicer je gospa Lori Slivnik vprašala, oziroma se vam najprej čestita za uspešen projekt in odlično predstavitev. Njeno vprašanje pa je: partnerje ste izbrali na lokalni ravni zaradi same specifike razpisa, ter z drugimi besedami ni bilo potrebe po mednarodnem sodelovanju, torej. Ja. Ne, lahko bi šli v projekt, recimo, da bi ga delali hkrati v Sloveniji pa vzporedno v neki drugi državi, ne, kar bi bilo sigurno zelo dobro ocenjeno s strani komisije. Samo tudi zaradi malo časa in ker nismo imeli utečenega sodelovanja in ker je razpis dopuščal, smo šli samo v slovenske, s slovenskimi partnerji. Imeli smo mi sicer nekega podizvajalca iz Belgije, ampak je bil zelo tehnične narave. Tako da, ja, ne, razpis je dopuščal, ne,
lahko bi šli v partnerstvo z drugimi državami, mi samo smo se odločili, da gremo tokrat tako. Smo dobili pa zelo slabe ocene oziroma glih, ko mi smo šli čez prag pri oceni, kako bo to vplivalo ponovljivost v drugih državah, no, rezultatov projekta v drugih državah, ne, tako da če bi se tule nekako potrudili z mednarodnimi partnerji, bi seveda bili boljše ocenjeni. Je bilo pa na neki način lažje voditi projekt. Zdaj, rekli ste tudi, da ste že imeli izkušnje s prijavami drugih projektov, pa me zanima, kako so vam te izkušnje pomagale? No, ja, prvič smo imeli izkušnje s prijavami projektov, drugič smo pa tudi potem oziroma prej, kasneje tudi sodelovali in pomagali recimo ministrstvu pri prijavi nekega live projekta. Vsekakor so nam koristile, so nam zelo koristile, ta rutina pisanja prijav je seveda zelo, zelo pomembna.